Apokalipsa 2020 je skupinska slikarska razstava, na kateri razstavlja 13 avtorjev. Naslov Apokalipsa 2020 je pravzaprav vzniknil iz enega drugega koncepta, ene druge ideje, ki jo mislimo v prihodnosti v galeriji Ekurna kontinuirano nekako slediti, in sicer vsak konec leta oziroma začetek prihodnjega leta bomo delali neke vrste pregledne slikarske razstave vseh tistih del, ki so nas v preteklem letu na nek način navdušila ali presenetila in bi si jih želeli ob koncu leta še enkrat nabrati skupaj in jih pogledati. Ob pripravljanju te razstave, se pravi neke vrste pregledne razstave, pa so se začeli znotraj te postavitve kazati določene stvari, neka rdeča nit, ki je meni kot kuratorju te razstave začela govoriti o nekih spremembah, ki se danes dogajajo na polju slikarstva. Razstavljena dela povezuje ideja sedanjosti, ki se nahaja v nekem prehodnem tranzitnem času in je del procesa in sprememb, ki prihajajo in se že dogajajo in napovedujejo neka nova razmerja in nove ureditve. Človek, subjekt, pač ni več osnovni motiv oziroma predmet raziskovanja ali zanimanja. In soočenje človeka s temi novimi razmerami deluje apokaliptično. Na eni strani imamo ta klasičen slikarski pristop, ki ga na primer zasledimo pri Fickovem Samuraju, kjer gre od ideje do risbe in potem skozi proces slikanja pridemo do konca slike. Se pravi, gremo skozi nek slikarski proces. Vis-a-vis pravzaprav pa imamo na primer ta, kako bi rekel, bolj trenutni sodobni pogled na slikarstvo, ki ga mogoče najbolj povzema delo Zmaga Lenardiča, kjer pravzaprav gre ravno tako od ideje, ampak potem se ta ideja na nek način materializira ali pa začne oblikovati v računalniku. Gre potem za izrez, kjer se izrežejo posamezni deli, potem se to vse skupaj sestavi in ravno tako dobimo neko umetniško delo. Ravno tako je to slika, ampak gre pa za čist drugačna postopek, drugačen princip in tudi drugačen učink delovanja teh dveh slik sta na nek način v nekih diametralnih pozicijah. Razstavljena dela izvorno ne vsebujejo apokaliptičnih tendenc in niso bila ustvarjena s to idejo, ampak nam v perspektivi naslova ter v tokratnem izboru in postavitvi ponujajo novo priložnost interpretacije. Razstavo lahko beremo povsem narativno in jo doživljamo kot različne faze v stopnjah, rečemo, nekega apokaliptičnega dogodka. To imamo na eni strani. Po drugi strani pa pravzaprav nobeno od teh del samo po sebi ni bilo narejeno z mislijo o apokalipsi, ampak je v tej postavitvi in s tem naslovom pravzaprav to insinuirano in pač postavljeno pod nek vprašaj, ali lahko ta dela gledamo tudi skozi to perspektivo. Tle gre predvsem za neko kuratorsko intervencijo in provokacijo. V končni fazi, ko sem se odločil za to razstavo, se pravi,
naslov razstave vzniknil iz samega raziskovanja, iz tega, da sem pravzaprav začel prepoznavati določene elemente v sodobnem slikarstvu, ki nakazujejo neke spremembe. In Apokalipsa, sam naslov je tudi, mi jo sicer pojmujemo generalno vedno kot konec človeštva, ampak v osnovi je tudi, pomeni tudi spremembo in tudi neke vrste razodetje. In mogoče ravno s to spremembo, s tem razodetjem, kako se spreminja sodobno slovensko slikarstvo, v tem smislu je bila pač koncipirana ta razstava. Na njej sodelujejo na primer umetniki starejše generacije, na primer med njimi je tudi že pokojni Jože Slak Džoka in pa mogoče tudi na drugi strani umetniki najmlajše generacije in pač seveda kot je Rok Horvat. Vmes je seveda veliko pač umetnikov pač različnih generacij, ki pač nekako s svojimi deli sovpadajo v ta koncept, ki sem ga raziskoval pri tej razstavi. Se pravi, za razliko od tega, da bi na primer imel najprej naslov Apokalipsa 2020 in bi potem iskal dela, ki bi odgovarjala temu naslovu, je ta naslov prišel pravzaprav z raziskovanjem oziroma postavljanjem neke druge razstave, ki me je potem nagovorila, da sem, ko bi rekel, poiskal dela, ki na neki skupni točki povezujejo to idejo o spremembah v sodobnem slovenskem slikarstvu. Na primer, Džokatovo sliko interpretiram kot krik, ne? Krik nekoga, ki vpije danes, ne? In ta krik je lahko krik človeka, ne? Ki se umika vsem, ne? Se mi zdi, da se človek je potrebe mene na nek način bo treba umakniti in namesto tega pač mogoče bo stopila, ne vem, zaradi velikih problemov se bo morala družba ukvarjati, ne? In bo bolj pomemben, da pač da pride, se pravi, civilizacija na prvo mesto, ne pa več samo jaz, kaj jaz mislim, kaj jaz potrebujem, kaj so moje želje, kaj je moja sreča in tako naprej, ne? Ampak bo v duhu preživetja te civilizacije se treba umakniti iz tega, ko bi rekel, egoistične ali pa prve pozicije sebe, ne? In bo treba dati pač prednost nekim drugim stvarem, ne? Naprimer, jasno, to gre vse v duhu teh ekoloških in pa družbenih sprememb, ki se pač napovedujejo.